Odprti termin Radia Študent. Malo zamudo sicer, ampak nič ne deje, torej z nami danes v studiu trije mladi strip avtorji, Lenart Slabe, Tilen Javornik in Gašper Krajnc. Jo, kvaj zdaj? Živijo, ko so se začeli prebijati v tem fohu, kar ne pomeni, da so zdaj včeraj začeli risati, ampak da se lahko pa zdaj že res pohvalijo s svojimi objavami, tako doma kot tudi v tujini. Drugač pa tekom pogovora bojo skupaj narisali strip, kar pa lahko neposredno spremljate tudi prek video streama, ki je že zalaufan. Greste samo na naš kanal na YouTubu in lahko zadevo tudi spremljate, oziroma kako ta strip nastaja. Namreč tako kot v glasbi obstaja tudi v stripu jam session na zelo podoben način, tako kot muzičari skupaj igrajo, potem pa stripari rišejo tudi potem en svoj strip na način, da vsak nariše en okvirček. Zdaj, zastavili ste tole stran stripa na en zelo specifičen način, pa bi Tilen mogoče ti povedal, neki z Watchmeni ima veze. Ja, to je pa najljubši, v bistvu najljubši grid od artista, ki je ustvaril Watchmen, David Gibbons. In v bistvu on nekako si da to limitacijo, da mislim, ne samo on, ampak on je mogoče najbolj znan primer. In je potem 9 panelov in so vsi enaki in je zelo rigidno, kaj kompozicija je zelo omejena, ampak zaradi tega se je treba bolj znajti in biti bolj inovativen. In kreativen, seveda. Tako da, ja. Okay. Vi ste pa danes tukaj še iz enega razloga, ne samo, da ste ena od mladih nad slovenskega stripa. Vsem je skupno to, da ste precej samorastniki v svojem ustvarjanju, oziroma že zaradi specifike zdaj svoje žanrske ali pa ne žanrske usmeritve predstavljate svoje delo tudi zelo specifičnemu trgu. Zdaj recimo vi trije, če se ne motim, recimo niste še nič za Strip Burger naredili ali pa kaj podobnega. Ne. Recimo pač Tilen pa Gašper, vidva sta zdaj že v svojem stilu, pa tudi pristopu, precej žanrska, ciljata mogoče bolj na večji tuji trg, medtem ko Lenart, ti se pa baviš bolj spletnim stripom in si zdaj v lastni promociji prepuščen sam vse. Ja. Mogoče bi začeli s tabo, kako skrbiš za to? Kako skrbiš za lastno promocijo, veliko hodiš po konvencijah tudi po Evropi? Ja, jaz sem bil lani na tako 1 000 konvencijah, na 13 konvencijah. Predvsem po Nemčiji, na eni avstrijski sem bil, na par nizozemskih, na eni belgijski 2-krat. In pač tam, jaz sem imel nekaj tega fanarta, ki pač, ne vem, nujen zato, da te opazijo tisti fani stripa tam. Pa sem imel tudi nekaj teh svojih teh knjižic, ki sem jih sam dal sprintati. Pol pa to, ko si tam, moraš pač ljudi poslati nas, ne vem, jaz jih pošljem bolj na svoj Instagram, da mi sledijo, tako da pač vse te zadeve treba izkoristiti in pač skozi objavljati stvari, skozi opominjati na se. Tako da to, ja. Ampak omenil si fan art. Se pravi, fan art, to je neko likovno delo, ki posnema zdaj ali stil ali pa vsebino mogoče nečesa iz pop kulture, ne vem zdaj, ali je to risanka, ali je zdaj to film, ali je karkoli, oziroma kako bi ti temu rekel? Ja, vsebino predvsem, v bistvu je tako, ti imaš neke te fane, ki gledajo Game of Thrones, pa gledajo Harry Potterje, pa hočejo biti Joker iz Batmana in te stvari, in pač ti pa rišeš v svojem slogu te neke portrete. Mislim, jaz v bistvu sem risal samo te stvari, ki so na meni hude, te neke Rick and Morty stvari, pa BoJack Horseman portret. Ampak imaš pa ljudi, ki se prav fokusirajo na to. Oni pridejo na konvencijo, imajo tam milijon printov, kjer so gor Joker, pa Daenerys, pa vse te stvari, ki se prodajajo. Meni je bilo to tako zmeri malo muka, zato ker pač sem hotel svoje stvari prodajati, in pa sem tako pač imel to. Ampak se pravi, ta fan art ti uporabiš kot neko vabo.
nekak tak mehanizem ubereš na konvenciji. Tako, jaz osebno ga uporabljam kot vabo, eni ljudje se pač fokusirajo. No, se govorimo o tebi, Ja, da ja. potem lahko nekako serviraš tudi, ne vem, svoj material in to, ki ga pa objavljaš tudi na spletu, neki ga pa potem tudi natisneš. Danes si prinesel s sabo oba svoja zina. Aha. O enem smo govorili že 1-2 leti nazaj, ko si bil na zadnjem v Etru Radio Študent, zdaj imaš pa še... Čak, zdaj ga bo Tilko nakazal. Ja, zdaj ga lahko vidite na Kako je streamu. hud. Wow, ta strip. Aj podpisan. Kaj? Aj podpisan. Ta ni podpisan. Ta ni podpisan. To sem jaz. Hud. In to so moje stvari. No, to bo od promocije. Drugačke, imaš kakšen link tle noter? Lenart.com, Instagram, Lenart. Okay. In kaj na 13 konvencijah si bil samo v lanskem letu? Ja, model. In potem ti nekako znese pa tudi zaslužiti že. Veš kaj, Od tega kaj? te konvencije so full fine za samo promocijo. Če ti daš stvari online, pač to folk poskrola mem in to je to. Tle pa res fino, ker si ti lahko pogovoriš z ljudmi, ja, veš. Recimo, nekdo vidi nek fanart in je tako, haha, Rick and Morty, to mi je hodoj, si tako, men tudi, bro. Zdaj pa čekam ta strip, ki ga delam in pa ga čekam in pa reče, yeah, it's not my thing, ali pa reče, oh, fuck, to mi je smešen in si tako, če ga kupra zdaj, ti ga bom podpisal, in pol to narediš 100 000 krat v enem dnevu in to. Kako se pa prijaviš na konvencijo? Imaš par nekih teh organizacij, ki to delajo po Evropi, ti v bistvu samo greš na njihovo spletno stran. Mislim, da je Comic Con Germany, je tako organizira po Nemčiji te stvari, pa oni imajo tudi ta ista organizacija, tudi ene par nizozemskih organizira. Najboljše kar zgooglati, kjer je konvencija obstajajo, zmeri imajo link do spletne strani, na spletni strani imajo pa zmeri pač prijava za artiste. Ampak prijaviti se moraš par mesecev prej, vse je 2 meseca prej. Avstrijska je full fina, ker so mize dosti pocen, mize pa stanejo od recimo 100 do največ, kar sem plačal za mizo, bilo 270. Za štand, ne? Za štand, za en vikend. A pa je mogoče tudi kakšna varianta, da gre za kakšno kompenzacijo ali pa, ne vem, da dobiš, če rečem, subvencioniran ta štand. Obstaja kakšna taka varianta za kakšnega novega prodornega umetnika, da Kot artist ga opazijo organizatorji. Ti greš lahko tja kot artist ali pa kot, kako se reče, merchant, prodajalec. Ti lahko kupiš mizo, tam prodajaš svoje stvari, to je to. Lahko pa te oni povabijo ali pa jim rečeš, a bi me povabili na konvencijo kot artista, ker pa v bistvu oni tebe uporabijo, zato da promovirajo konvencijo. Recimo, Lenart bo pri nas na konu, pridite ga pogledat, ali da ji kupijo karte in ti pač. Ok, v redu, ja. Ti pa si za ston lahko. Se pravi, gre za neke vrste kompenzacijo, pa konec koncev. To, ampak jaz nikoli nisem na ta način, jaz sem zmeri še tja kot prodajalec. Jaz sem kupil svoj štand in tam pa prodajaš svoje izdelke, kakršnikoli so že. Recimo, pa se pozna razlika med temi organizatorji. Eni so pač komercijala, pač te bo izmozali za to mizo, kakor se da. Eni so tako ful bolj taki idealisti in imajo tako mize za artiste ful cenejše, zato da podpirajo sceno in te stvari. Tam se ponovadi pol tudi fit. Velika del tako da cenejša, kaj je bila miza, bolj so bili friendly ti organizatorji. Tako da se je videl, da so imeli različni organizatorji, različne. Kjer ti je bila pa tako recimo najbolj zanimiva, oziroma na kateri konvenciji si se najbolj počutil, recimo, no? Oziroma je bilo najbolj poskrbljen za tebe in kje si imel mogoče tudi največ prometa? Aha, jaz sem se meni je bilo ful fino v Gentu v Belgiji leta 2017, ker jaz takrat, to je bila ena od prvih konvencij, na katerih sem bil in jaz sem bil, ok, jaz zdaj rišem neke stripe kle doma, ki jih dajem na net in tako je 5 ljudi na Redditu to vidi. In pa sem pač to naprintal sem 50 kopij in pa sem šel tja in pa sem to vse sam tako prodal. In sem bil tako malo hodil. Pač Belgijci imajo res razvito to stripovsko sceno, mislim, da Belgijcev je manj kot Nizozemcev, pa vem, da pokupijo več stripov na leto, kot Nizozemci. Se pravi, tako nasploh je ta industrija ful našopana tam in pač imajo ful, tako se mi zdi to, v zavesti, da pa tako podpirajo neke artiste tam. Ne samo to mi je hodo, ampak ok, jaz hočem zdaj biti del te scene s tem, da podpiram te artiste.
Kaj je bilo že vprašanje sploh? Kje si se imel najbolj fajn? Sam sem V Belgiji. Ja. Okay, V Belgiji, pa v Nemčiji je bilo tudi full fino. Jaz sem bil tako, ker sem šel prvič v Frankfurt, sem imel, to so pa zdaj Nemci, ki mogoče ne znajo tako dobro angleško, vsi moji stribi so v angleščini, ne. Mogoče bo zadržani, mogoče bo bolj tako. Na koncu je bilo full fino, full sem se poštekal tam z njimi Nemci. Tako da to... Frankfurt je bil full redu, čeprav ne vem zakaj, ker ni tako arci mesto. Recimo Berlin sem rekel, to bo zihar hodo, je bila ena od najslabših konvencij, najmanj uspešnih. Drugače pa, ja, če bi kdo od poslušalcev rad šel na kakšno konvencijo, jaz sem bil full zadovoljen z to konvencijo na Dunaju. Ker je bila, mislim, da največja, na katero sem šel, za artiste so bile mize, mislim, da tako nekih, sva se ne spomnim, 60 €, kar je full pocen, še manj kot 60 €, glavno bile so pocen mize, plus ogromna konvencija bila, res je bila velika, tako proper velika konvencija. Tako da ja, če bi šel na eno letos, bi šel na Dunaj. Okay. Konvencije so pa tudi tebi znane, ne? Tilan, v Angliji si celo zmagal na nekem natečaju, da nam povej kaj o tem. Ja, v bistvu sem tako prišel noter sploh v strip. Jaz sem en dan, mislim, pač v bistvu prek Facebooka sem videl, da konvencija Thought Bubble v Leedsu se odvija v bistvu letno jeseni. Tudi letos. In v bistvu to je taka indie konvencija, ampak kar za Angleže pa Američane, ki pridejo veliko tja, pomeni indie, za nas pomeni tako slightly, mislim, pač tam se tudi indie stripi prodajajo v različnih, mislim, v veliko večjih številkah, ne? Tudi ne spletni strip. In ja, v bistvu nekaj let nazaj sem pač šel, vsako leto sem šel tja, se udeležil ta strip, britanska založba Rebellion Publishing izdaja 2000 AD, se imenuje strip, tako antologija, sci-fi, noter je recimo Judge Dredd, pa Rogue Trooper, pa take zdajve. In ja, in potem sem jaz tretje leto v tretje grado, v tretje leto mi je ratelj pač zmagati na tistem njihovem natečaju in v bistvu nagrada za tist je bila to, da dobiš plačeno delo, oziroma plačen short story od njih za nared. In pol enkrat sem se dal zaštekal z njimi, enkrat potem so mi še dali za delati, ampak potem se moraš pa zelo komovčiti, da prideš zdraven. Spravi so, jaz imam 2 kratke zgodbice, sprav 8 strani, vse skupaj nič, ampak tako, takrat to mi je full odprl, pač sem videl, da se da zdraven prideti, ampak treba je se res zelo angažirati in zelo hoditi, ne samo vaditi in risati, ampak tudi, kako bi se temu rekel, izvajati samo promocijo tako v networkingu in v takih zadevah. Ampak ta zadeva je bila zelo žanrsko opredeljena, ne? In tudi natečaj je tako potekal, čeprav razumem, da si ti, tako kot v industriji, ne? Dobiš zgodbo z scenarijem in to in potem moraš na podlagi tega izrisati cel strip. Na podlagi scenarija, ki ga oni predložijo. Ja, v bistvu ta natečaj, ki je bil, je vključeval še še v bistvu natečaj za pisatelje tudi. In potem oni tako naredijo, da mnoga pisatelja oziroma mnoga writerja poparčkajo s tem, kaj je zmagal na art festivalu, ne, in potem skupaj naredita zgodbo, ne. Ampak jaz nisem imel nobenega osebnega stika, to je tako čist, to gre čist čez editorje, ne. Editor v bistvu nariše, pač popravi, določi zgodbo, določi okvire in vse te zadeve. Oziroma, če se ne motim, je ta zgodba bila tista, ki je zmagala prejšnjo leto, nekaj tasga. se pravi, na eni strani je potekal natečaj za najboljšega pisca, pa potem natečaj za najboljšega risca. Tako je, ja, v bistvu. In potem te dva sodelujeta in dobita za nagrado. Par strani si dobo, ne, prav v 2000 AD. Ja, tako je, v bistvu plačano delo, ne, v njihovem magazinu, kar je, se pravi, zelo fajn. Drugač pa, ja, pač to je, te konvencije so, kjerkoli so te natečaji, se jih je pač treba udeleževati, ne, in potem pač se na ta način lahko pride zraven, drugi način je pa to, da v bistvu svoje stvari nosiš kazati vsem za kritiko. Mislim, to sem pač tudi, kadarkoli sem šel na ta
convention sem v bistvu nesel svoje risbe in svoje pač ideje za stripe tistim, ki so razstavljali, recimo Lenartu, ne. Riso se nisem poslušal. Tiker, riš. Sorry. Jaz tudi malo multitaskam zdaj. Tako da se opravičujem za momljanje. Ja, no, in potem pač sam težil, ki sem jih poznal, oziroma ki so mi bili vzor, tam je full fine, ker potem stripe, ki si jih bral leta in leta, potem spoznaš ljudi, ki so jih risali in si tako, wow, ok, hudo. In te ljudje so tudi samo pač ljudje, ki so pač vložili veliko v svoje delo in veliko časa in truda. In ja, večina Pa ti dajo feedback. Ja. Mislim, meni se zdi tako v zahodnem, ne vem kako je na teh scenah, tako v Angolem, pa Belgiji, pa Franciji, ampak tako v Angliji pa Ameriki velja, da stripar rabi biti 2 od 3 stvareh. Rabi biti hiter, rabi biti dober in rabi biti prijazen. In pač, če si 2 od teh stvari, poti lahko hrata. Če ti pa ena, mislim, če pa pač, lahko si ful dober risar, ampak pač ful počas delaš. In rok je svetinja, ne, tukaj. Ja. Mislim, pač razen, če si tako velika živina, pa lahko sam določaš roke, ne, ampak to je zelo redko. Ja. Gašper, ti si pa v bistvu delal ta strip Malgaj, ne? Za Muzej novejše zgodovine Celja. Povej, kako si ti prišel do tega? Gospod Zoran Smiljanič je imel preveč dela s Cankarjem. Ok. In kako so potem tebe uočili? Ja, on me je priporočil scenaristu, Marjanu Pušovcu. In pol sem dobil klica en dan in tek se je začelo. In kako potem izgleda sodelovanje? Dajte vsi malo opisati, oziroma prav vidva bolj Gašper Tilen, kako izgleda ta stripovski scenarij, ki ga ti dobiš v roke in potem iz njega moraš ti narisati zadevo? Ja, jaz prvi strip, ko sem ga delal, je bil s prijateljem. In pol ni bilo panike. Sem dobil v bistvu bolj v obliki filmskega scenarija od njega strip, ker je znal bolj to pisati. In sem ga sam pol prevedel v nek tak stripovski scenarij. Da je vse po regelcih. Pač da je stran 1, panela 1, panela 2, panela 3. Pa za vsako stvar posebej napisano, za vsako panelo posebej dialogi in to. Pri Marjanu je bilo podobno, ampak tam ni bilo časa, da bi zdaj šel strip prevajati, mislim scenarij prevajati v nek stripovski scenarij. Tako da sem mogel pol delati s tistim, kar sem dobil od Marjana in delati layoute, zgodboris prek tega in prevajati v strip to, kar je bil tudi kar zalogaj. Tako da je bilo nekako dvosmerno, sta skupaj. Ja, si dobil tudi od njega mnenje, kako se mu zdi ta tvoj layout. Ja, jaz sem v bistvu layout naredil dokaj natančen, zato ker sem naravil glih to dobiti feedback od scenarista, pa od naročnika, pa da oni vidijo, kako bo izgledalo. V bistvu sem naredil preveč cool zgodboris, oziroma layout, zato ker je pol Marjan začel mi dajati feedback na mojo linijo in tako. Šlo malo predaleč, ja. Ja, in sem bil, ne, sej ni panike, mislim, to bo boljš pol. Ampak ja, v tem primeru sem bolj natančno to naredil. In mislim, da je vse posod isto, ti dobiš scenarij, začneš delati storyboard, daš scenarist pogleda ali pa urednikom, bilo komu, odvisno, kako delaš. In pol grete čez in tak, isto kot vsako sodelovanje, ne. Full komunikacije. Jaz sem bil zelo zelen pri temu Malgaju in sem kar naredil cel layout in to, in pol šel do Marjana in smo par stvari spremenila, ampak mogla bi pa ful jih spremeniti, ne. Ampak bil je problem, da sem bil jaz zelo ruki, totalen, in obseg je bil stripa ogromen.
Koliko časa ti je vzel? Ja, celoten proces od takrat, ko sem prvi začel delati layoute, pa do konca, ko je šlo do tiskarja, je trajalo pol leta. Bilo je cirka 80 strani, tam 79 se mi zdi. Tudi da ja, kar nekaj cajta, no. Zadnja 2 mesta sta bila crunch time pač. Ta čas si se lahko v resnici sam temu posvečal. Ja. Risal od jutra do večera, noč jedel. Ja, 12 ur je bilo povprečje, ja. Včasih tudi več. Čisto bistvo. Ampak ja. Koliko smo daleč s temle stripom, Tilen? Tilen Čas pa se sam ti narisal. izteka. Še en panel bom nekaj na hitrico skup vrgel. Ok, no sej čas imaš kar v redu. A imam? Čas imaš kar v redu, imaš kar šprinterskega, ja. Ja, zdaj sem začel full hiteti, pa biti šlampast. tako da Dej še ne malo vem, tega mal hitrej, Tilko, no? Dej malo hitrej. Ja, Dajmo. drugač za tiste, ki ste se ravno kar priklopili, lahko spremljate tudi video stream tega stripa, ki ravno kar nastaja na našem YouTube kanalu. Tilen, drugač pa v tvojem primeru, zdaj, ki si imel stika tudi z angleško industrijo, stripovsko industrijo, je pa komunikacija dosti bolj enosmerna, ne? Dobiš dosti bolj natančen scenarij. Ja, prav tak stripovski. Ne? Kako bi to stripovski opisali? ali pa filmski, ali pa kakšenkoli. Pač ta scenarij je tako uspet 1:0, pač ni v bistvu nobenega odstopanja, mislim, ti lahko kaj predlagaš, ampak večinoma oni ti pošljajo scenarij in v bistvu ti pošljajo še slikovne reference. Tako. Za ta zadnji sicer spet ne, to je leto in pol nazaj, ampak za tega drugega, ki sem ga delal pri Angležih, sem v bistvu dobil zelo en lik, ki se mu napihne glava in oni so dobesedno pač postali en v bistvu angleški izvajalec glasbeni, tako obskuren, ne vem se, če se spomnim, že Frank, ali kako je, en film je bil posnet. Ja, Frank. Ja, mislim, ni dobesedna zgodovina, ta film ni tako, je inspired by, ampak taka fora, ne. In so pač poslali to slikco tega Franka in so rekli, mi bi radi, da tako zgleda ta napihne glava in pač to sem ga naredil, ne. In ja, pač vse je tako zelo, meni je to zelo osvobojujoče, ker jaz se lahko zaglavim v kakšne detajle. Če mi kaj ne jasno, pa si vzamem 5 dni, pa zrišim iz vseh kotov, pa naredim 3D modele, pa... Koliko ti je največ vzela ena stran, da si jo naredil? Sploh hočeš reči. Ne, ampak tako, mislim, jaz ciljam, da mi ena stran vzame recimo, ja, kako regaš, preko to po moje, 12 ur je tako, da naredim pač risbo, potem pa še ene tako 8 ur dejo s črnilim, zdaj to ne vključuje barv. Idealno je, to sem slišal od enega profesionalca v Ameriki, da narediš, da če priješ na konvencijo in te nekdo vpraša, koliko cajta rabiš za eno stran, rečeš 3 strani na teden. Aha. To je kao ono idealno, tako, da si pol lahko tisti urednik ali pa scenarist reče, ok, to drugač pa delaj tudi po stran na dan. En folk dela tudi 2 strani na dan, pa delaj za Marvel pa za DC, kar je bolano. Seveda je treba povedati tudi to, da ne delajo vsi svojih tušov, da imajo inkarje posebej in to. Ja, in naredi svinčnik, drugi stušen, čez pol tret spet barva, pa še tekst noter da, ne. Imaš pa tudi, ko je Mitch Gerards. Mitch Gerards, On dela vse sam, ne. On dela digitalno, sam digitalno in dela, on dobi scenarij in naredi celo stran sam. In dela tudi po stran na dan, ne. Kar je pač skoraj nečloveško. Inspiracija za nas vse. Ja, pa inspiracija za nas, ko trpimo, ko en teden gledamo eno stran, pa je delamo, pa to bom še popravil, Ja, mislim, da je preprosto, mislim, se je tako je v bistvu z vsakimi projekti, ampak pač takrat, ko je enkrat budžet, pa pač timeline, oziroma takrat, ko enkrat je deadline, je pač je treba takrat narisati in recimo, jaz imam več kot z stripom, bolj za ilustracijo izkušenj, kar z tega tiče in pač, ja, mnogo neprospanih noči, ampak ful je pomembno tukaj, kakšen odnos ima človek z urednikom oziroma art direktorjem in pač tako pomembno je biti res v dobrih odnosih, se mi zdi, ne zaradi tega, da lahko zaprosiš za dodatne dni ali pa kaj takega, ampak čisto, da
pač lahko komuniciraš, da nimaš nikoli feelinga, tako, ok, raj gremo vprašati, kaj je mislil s to besedo, pa kaj je mislil s tem kadrom, kakor pa da rišeš ful časa, pa ti pa reče, to pa ni ok, čeprav to se ful redko zgodi. Prej si omenil dost pomembno zadevo, ki se mogoče kakšen od poslušalcev ne zaveda, in sicer to, da ti pošljajo fotoreference in v bistvu kako je v tem strogo žanrskem stripu, kjer je realistična risba nekako bolj pravilo, da so fotoreference, se pravi fotoreference, ja, fotografije, ne, na podlagi katerih potem ti izrišeš ali pozo, ali mogoče zgradiš po njem cel lik, ki nastopa v stripne, so zelo pomembne. Ne? Bi mogoče kaj o tem povedal? Ja, recimo, jaz lahko pokažem, da sem tukaj, preden smo začeli, sem slikal eno hitro fotko od Lenarta, ne, in potem sicer tale lik ni, v bistvu ni Lenart, no, sem vedel, da sem jaz, ker sem vedel. Vsi, mislim, smo vsi taki, smo vsi ene taki bradati, dolgolasni, no. V vsakem primeru. Ja, pač, mislim, slikovne reference tako, se mi zdi, da je brez veze, da je tabu iz tega, pač vsi dobri ilustratorji uporabljajo v vseh šolah, se risanje tega učijo, tako ne risati po glavi, riši z očesom, ne z možgani, se pravi. Pač. Sploh, ko se učiš. Ja, sploh, ko se učiš. Ja, v bistvu ti, po moje, še imaš več izkušenj s tem, kaj jaz nekaj si pač dokončal. Mislim, ti si mogoš iskati reference za tako, da so accurate za zgodovinsko. Aha, ja, ful sem si pomagal z referencami. Zato, ker če ne, jaz, ko sem začel, je bilo ful zabavno, zato, ker smo s prijateljem mislili, da golfama, če uporabljamo reference. Ne? Ja, to najbrž veliko ljudi misli. Ja, to je narobe, zato, ker logika je taka, ja, moram iz glave risati, zato, da bom pravi umetnik. Ja, posebej kot strip. Ja, ampak se zajbavaš pol z tem, v bistvu, kako boš narisal človeka, vsej približno anatomsko pravilnega, če ne... Pač mi imamo v glavi določeno sliko, ki bi naj nekaj izgledalo, ampak pol roke niso natrenirane in pa roka povezava ne gre skupaj in ne moreš, včasih enostavno ne gre, pa se lahko trudiš glavo risati v nedogled. Mislim, jaz imam še zdaj s tem probleme, kar bomo tudi najbrž pol videli, ko šlo risati. Ma to bomo si, ja. A se to kdaj ni? Anatomija, ne, to trpljenje z anatomijo, mislim, sploh če delaš stripe, ko probaš biti realističen. Ja, pa realističen. Je ful večni problem to, ne. Tako da, ja, pomagati si z referencami čim več. Ne, se tudi na Aluju, mislim, da ne delajo na pamet, ne rišejo aktov na pamet, ampak pride tja človek, se postavi, se sleče in ga nariše. Ja, študijska risba, ampak si predstavljam, da marsikakšen avtor stripa, ne, mlad, mu je to zelo osvežitev in se mu odvali skala od srca. Ja, ne se bati. Tudi največji uporabljajo reference. Ja, tudi pol napredek je viden. Prvi mesec je mogoče težko, ko pa začneš si zapomniti, kako je treba narisati, kako je treba narisati roko. Pač najboljše, če lahko poživim v delu, ne? To je najboljše. Ja. Pač ena druga stvar, ki se mi pa zdi pomembno izpostaviti, je pa pač plagiat, ne? Mislim, velik stripa, mislim, ne velik stripa, ampak tako v ilustraciji sploh je plagiranje tak velik problem, se mi zdi, da sploh tako online ni pač accountability. Ja, mislim, če ti pač nekdo naredi nek hud art online, kje je zdaj meja med tem, da ti rečeš, ok, to je omaž, ne, ali pa to je, mislim, da sem že dovolj časa jaz porabil. Ok, zdaj imamo rošado na stripu, da se bogaš po rosedo. Te prve 3 slice so narejene, super. Ja, prosti, prekinil si. Ne, seveda, kaj sem še govoril? Ja, o plagiatu, ja. O plagiat, pač tako poznam več primerov, kjer v bistvu so se jim je zameril cel ta online posting scene samo zaradi tega, ker jim je nekdo v bistvu, kako bi temu rekel, ukradel pač ne samo idejo, kot tudi risbo ali pa karkoli, mislim, to je tako velik problem. In pač kje je meja med referencami in plagiatom, jaz rečem, da je v bistvu, mislim, najlažje, pač se pravim, če ti rišeš referenco po nekomu, ki vidiš na ulici, to ni, mislim, ta človek ni risba, ne. Ampak po risbah tujih risati pa tako, za vajo je super, ker se naučiš veliko,
ampak tako za profesionalno stvari pa je to tak no. Se mogoče bi nam Lenart ti še bolj znal povedati, ne? Kako je s temi avtorskimi pravicami in fan artom, ne, ga delaš? Ja, jaz sem enkrat naredil en tak fan art logo Studio. za Mr. Pickles, ki je neka animirana serija, dosti cik, ampak kar hudo. Pa nisem gledal cele. Ampak tako naredil sem ta logo, pa sem tako, jaz bi iz tega majice tiskal, ampak jih ne bom zaradi tega, ker pač avtorske pa to. Pol ful kasneje sem najdel na AliExpressu, dobiš ti vse možne produkte s tem logotom, ki sem ga jaz narisal. In mislim, da je tako, če iščeš ta show na Google Images, je to en od prvih rezultatov in pa sem ugotovil, da je tudi kdo piše kaj o tej seriji, so pa moj logo dal pomoto, no, ker sem mislil, da je ta prava. Dej pokaž to logo. Takrat sem se ful zasekiral, pa si tako na eni točki, lej, pač internet obstaja in to se bo dogajalo in ne vem, pač če si občutljiv na to, kar sem jaz bil, mislim, samo ne smeš biti. Pač ti objavljaš stvari, daš čez neke watermarke, kdaj izgledajo tudi grdo in pa smo rade odločiti stari, ali bom imel vse v portfolio online po watermarku, ali pa ga bom pač dal dol, upam, da dobo kakšen projekt s tem portfoliom, also Kitajci jim bojo džapnili v fan art, pa ga dajo na case za telefon. Ampak v bistvu zdaj, ko pa gre recimo za čisto za tvojo estetiko, ne? In glede na to, ti imaš zelo celovito grafično podobo, že samo v svojem stilu, ne? Tudi svoj font uporabljaš, ne? Ki si ga sam naredil. Kako je pa kaj s tem, ne? A skrbiš tudi za to, no? Ko pošiljaš recimo kakšne izdelke komorkoli že, pa imaš uporabljen svoj font, da se ti ga ne da ukrasno. Ja, to sem jaz, kadarkoli sem kaj pošiljal, pa da sem uporabil ta svoj font, ki je v bistvu, ta moj font je v bistvu rokopis, ker sem ga naredil font, zato ker se mi ne da letati. Pač v bistvu je digitalizirana tvoja pisava, ja. In če sem kdaj pošiljal kakšne file, nikoli nisem embedal fonta v PDF file, zmeri sem tako full bil, no, da sem ga pač... Ja, nikoli nisem svojega fonta nikamor pošiljal striktno, da se ne pojavi, ki je pol v kakšni bazi fontov pri komu drugemu, da je kaj uporabljen. Ker me pač feeling, da mi je nekdo džapno rokopis. Ja. Ok. Dobro, zdaj, ko so se risci zamenjali, bomo naredili en krajši glasbeni premor na željo Gašperja. Chris Christopherson. Če nas tehnik tam sliši. No, nič ne dej, bomo pa kar nadaljevali s pogovorom. No, bomo kasneje, zakaj pa ne, no? Bomo šli pa še naprej na živce ljudem, ne? Evo, kaj se trenutno v stripu dogaja, sem to za tiste, ki se ne morejo zdaj preklopiti na YouTube kanal. Aha. V stripu se dogaja to. Ti kar riš, po tilem povedeš. Ja, naj tilem povedeš. Ja, en tehnik, ki je, ne tehnik, en pač špiker, ki je amalgam vseh nas treh, po moje, sem naredil kar enega, no mislim 4, ne, ampak se je prav, kot sem prej rekel, neurejen v vseh pogledih. Nekaj govori, potem smo malo zamenjali kader in potem se mislim, da bo kar, tako ne. Ja, tole šušljanje v etru, to je treba izbrati ta prav flowmaster, oziroma v tem primeru trenutno ta pravo radirko. Ja, saj sem Lenart, bi ti pripustil, ko si zadnji, da boš naredil lettering, oziroma da boš ta prvi, da boš napisal, kaj on reče, da povzroči to sekvenco. Ja, je kakšno oblaček? Mislim, ni prema placa za oblaček sem naredil, ker sam eno pasico. Aha, vidim, ja, črtica vam ga, tako gre tekst. Ok. Tale pogovor ratuje zelo strokoven, ne? Zdaj ste lahko slišali, kako se dogovarjajo, ne, striparji, a bo človek ti tamle naredil lettering, zaradi tega, ker se una pasica pol tam pojav, pa to, ampak če človek nič ne vidi, ne, si malo težje predstavlja, zato se pa preklopite na YouTube, na naš kanal, pa lahko spremljate nastanek tegale stripa. No, ampak če smo že tako v žargon zaplavali in v stroko, kako pa je kaj z pedagoškega vidika, oziroma kje se ljudje lahko pri nas
zdaj učijo nekih zakonitosti stripa. Tilam, ti si prej omenjal, da na Alloyu zdaj pa je že nekaj časa izbirni predmet tudi iz stripa. Tako je, jaz sem to pred kratkim izvedel, ker sem bil tam, mimo grede, in ja, pač Štepančič ga vodi, ne, in je v bistvu zelo, mislim, ne vem, če pač u nas je on, Štepančič in Erič, ne, Milan Erič, sta nas v bistvu vodila risbo, ne, pa one dva pač opadva pač poučujeta, ne, ampak oba da sta tudi striparja, ne, kot bodo vedeli vsi poslušalci najbrž, in zelo dovršene ilustratorje, ne, tako da mislim, da nimaš glih kaj boljšega v tem področju, ne. Recimo mene pa tudi, v bistvu Allo zadnje leta res postaje vedno bolj tako prijazen, taki fikcijski, mislim, vedno bolj postaje prijazen ustvarjalcem, ki želijo delati kaj drugega, kot samo grafični dizajn, pa ni nič narobe, ne, s tem, če želi človek samo grafični dizajn delati, ampak tako fino je, no. Jaz spodbujam čim več ljudi, ki imajo to željico, da pač grejo, ali pa na tvoj konec. No, ja, imamo pač ene par faksov, ne, se pravi na Alloyu, pa kaj, fakulteta za dizajn, pa, pa tako. Mislim, vse te take, tudi animacije, recimo, ne, Andrej Kamnik ima animacijo, moj mentor tudi, so mentor za diplomsko. Kaj pa je alternativa, recimo, kje vse se lahko človek zgubi na internetu, da se nauči česa? Ja, mislim, v zvezi s stripom. Caveat, ne, to, kar sem zdaj povedal, seveda, to ni nič brez dela doma in brez risanja doma. Kje se lahko človek, ja. Na internetu. Ja. Mislim, ni v Sloveniji, v Italiji imajo šole za risati stripe. Imaš prav, ti ko imaš pri nas glasbeno šolo, imaš tam šolo za risanje stripov. Teda, to je po mojem najbližje, kaj lahko pri nas dobiš. Prav za strip se naučiti risati. Drugače pa prvo se mora, odvisno zdaj, ne, en folk, če res nekdo hoče delati strip profesionalno, v Sloveniji je to skoraj nemogoče delati full time profesionalno. Rabiš zraven delati, če, ne vem, jaz recimo delam storyboarde, ilustracije za, ne vem, knjige, take stvari. In ja, prvo se mora človek naučiti risati, to je, ne. Pa malo, če mu je strip res good stvar, pol mora tudi se naučiti malo pravil, kar se tiče čist nekih osnovnih pravil stripa. In to lahko vse dobi na internetu. Ne rabiš iti več danes v šolo, če hočeš stripe risati. Pa ful moraš biti, danes je v bistvu ful enostavno ratati profesionalen striporisec, ampak... Ali pa ilustrator, ne? Ali pa ilustrator, ampak po drugi strani je pa, ker je trg toliko nasičen z folkom, je pa tudi teže. Zato, ker imaš ful konkurence in moraš ful več delati. In vedno, vedno moraš delati na samo promociji, kar pa je lažje reči pa narediti. Mislim, se v mojem primeru je tako, da jaz sam sebe zelo slabo promoviram. In mi enostavno se mi ali ne da, ali pa sem toliko samokritičen, da reš imam v svojih skicirkah stvari, pa ker delam digitalno tudi na kompjuterju, in mi je bolj enostavno pač tek delati. Zdaj en folk se ful promovira, ne. Leonard se recimo od nas treh tudi najbolj promovira na Instagramu in tako. Kar je ful uredno. Kraljica Instagrama. Jaz sem totalna fucking diva na Instagramu. Tako, ful sem se navadil tega, da ti moraš ful mislim, tako, ok, ne vem, če se strinjam točno s tem, kar bom zdaj rekel, ampak tako bolj je pomemben, da ti konsistentno daješ stvari ven, da skozi pominjaš nase, kakor to, da si ti čist hud. Mislim, a veš, boljše, da ti daješ stvari, ki jih skiciraš, sem toliko, da folk ve, da obstajaš, sem toliko, da je skozi, da, a veš, ko folk scrolla po internetu, da pač vsakega časa nekaj tvojega pride mem, da reče, a ja, se res, ta tip, ki riše. Mislim, itak je dobro imeti, pač moraš imeti selekcijo, ker enkrat bo to gledal nekdo, ki te bo potem sodil,
Ampak najboljše stvari daš ti v portfolio, to, kar ti daš na Instagram, skice, a veš, sem to, da je konsistenten flow enih stvari. Ja, pač Instagram ni portfolio, ne? Ja. Tega ti nihče ne pove, ne? Ko prideš iz faksa ali pa pač doma, ne, ki si samo nihče ti ne pove, da tako, ja, če boš ti poslal, ne, nekemu uredniku ali pa tako nekomu ukazal svoje stvari, pa pokažeš na Instagramu ali pa boh na te na DeviantArt ali pa kitazga, ne. S to imamo vsi, mislim, jaz sem tudi. Ampak pač to je zato, da imajo fani dostop, oziroma fani pač ljudje, ki te spremljajo, ne. Pa pač Da ljudje vidijo, kaj delaš. Yes, ja, exactly, pač to, kar ste v bistvu pomada zdaj povedali. Samo promocija, ne. Samo promocija ni enako pač ni enako dobivanje službe, razen če seveda si odvisen od Patreona in takih zadev, ker pač, ne vem, prej smo se nekaj hecali, ampak ne vem, če ima kdo od nas kakšne izkušnje z tem, s čistim internetnim zaslužkom. Ne, zares. Ja, ne. No, ampak to opozarjanje na se, ne, sej danes imaš ogromen nekih artistov po svetu, ne, in imaš poln enih, ki so, ne vem, ali boljši, ali drugačni, ali kakorkoli že od tebe, ne. Tako da, kakor si rekel, mogoče opozarjati na se redno, ne, na vseh spletnih kanalih, je bolj pomembno, kakor si rekel, biti hud. Ne. Ja. Mislim, pomembno tako, za to, da te folk opazi, ne za kvaliteto stripa. Pač itak je pomembno biti normalno, Pa Tilen si enkrat razlagal, da je danes, ko iščejo nov talent, večje založbe, da jim je ful pomembno, koliko imaš ti followerjev na Instagramu. Aha, ja, to je tudi res, to so tudi... Kar je strašno narobe, ampak Mislim, ja, taka je realnost. Pač te založbe velike gledajo pač na to, koliko bodo prodali z vodo, ne. Mislim, Marvel pa DC ne prodajo niti približno toliko stripov, kolikor imajo ljudje, ki grejo filme gledati in pač njih zanima, kle sem da izgubili preveč denarja, ne. Oni pač imajo stripe zato, da občasno vzamejo, vidijo, to pa fajn deluje kot storyboard, pa gremo film narediti iz tega, ne. Vsi te filmi, ki so pač ta poplava supernaških filmov, so pač večina, no, bi si drzno reči, da so skoraj direktno vzeti iz nekih zgodb, ki so v zadnjih 10 letih prišle ven, ne, od stripa, ampak to je pa vse, ne, ker pač denar, ki ga DC in Marvel dobite od prodaje stripov, je nič v primerjavi z drugimi, že od, v bistvu več denarja zaslužijo od igrač, ker je tako ogromen market. Od merchandise. Ja, ne samo igrač, merch, nasplošno, majice, tako... Ker rednih strip bralcev v Ameriki je cirka 200,000. Ja. Folka, ko bere, se pravi, redno stripe kupuje, vsak dan gre kupiti ali pa enkrat na teden, pa po več stripov. Se pravi, v bistvu ta industrija, katere osnovno izhodišče je strip, zdaj dela strip in tiska strip sam še za neke res oboževalce, zbiratelje in podobno. Dvignala zaradi popularnosti filmov, teh superherojskih. Da gre to z roko v roki. Zdaj, folku ni nikoli bral stripov prej v življenju, pa niso slišali za, ne vem, Squirrel Girl, ali pa za Rocket Raccoona, ali pa za Guardians of the Galaxy, najbolj obskurni strip, ko ga noben ni 10 let nazaj poznal sploh. Ampak govorim svetovno. Ko je prišel po film ven, je pa prodaja tega stripa zrasla. Je folk začel kupovati stripe, ko so te like nastopajo v njih, ker ni nujno. Ampak mogoče ne več toliko, ne vem, če bi se strinjal, da ne zaradi stripa samega, ampak ker je to nek artefakt, zdaj videl sem film in zdaj hočem nekaj še to originalno stvar, ne, kot nek, suvenir že skoraj, ne, v bistvu. Ja, ali pa tudi dobiš nove fane stripa, recimo. Zelo malo, ampak jih je. Ja, dobrodošlo pa je, normalno, ne. Ja. Ok, no in glede na to, da gre stripu tako slabo, ne, kaj, ti si že omenil, s čim vse se ukvarjaš, kaj pa vidva, kaj še zraven počneta, da... Tilka zdaj name pokaže. Ja, zdaj kažete tle nas. Kaj počnem poleg stripa? Jaz zdaj zaenkrat v bistvu delam čisto komercialno ilustracijo. Jaz na Aluju sem konec študiral grafičen dizajn, tako da delam pol tudi neke letake, brošure, tiskovine za kakšne naročnike, sem pa tja. Tako no, zaenkrat mi tako največ dobivam od teh, bi rekel, od ene nizozemske firme, ki se ukvarjajo z oblikovanjem embalaže in oni rabijo custom ilustracije v bistvu in tako vsega časa naročijo.
Ampak to zaradi tega, ker so opazili tvoj način, tvoj slog in so potem te klicali prav zaradi tega? Ne. Aha. To je zaradi tega, ker friend od frenda dela v eni firmi kot dizajner, njemu so bile všeč moje stvari in on je pa sfural, da je on šef videl moj portfolio in rekel, čisto da, dajmo te ponuditi pri naslednjem projektu. Okay. Čisto. Tako da ja, veze so tudi ful pomembne. Ja. Čok, mislim, jaz sem vedno mislil si tako, ja, ok, zdaj pa bomo naredili pohod portfolio, bomo pošiljali, skoraj da bi rekel, da mi je bilo počastjo karkoli reči, ok, zdaj imel pa prijatelj, ampak ni, realnost je pač drugačna, ne, in je treba dobiti projekte, kjerkoli se jih dobi. In pač tudi taki projekti so veliko vredni, ker pač vsak projekt se nekaj naučiš, pa ne mislim kot čez šolsko, tako ja, no zdaj smo se pa naučili, ne, kako sodelovati z ljudmi, pa tako mislim tudi to, ne, ampak pač vsak projekt, ki sem ga jaz narisal, sem tako videl, pač ker takrat imaš v projekti in intenzivno rišeš, je drugačna vrsta vaje kot takrat, ko doma malo nudlaš portretke, pa tako tudi med drugim, mislim, delaš, ne vem, akte, ne, na kursih pa tako. Ja. Meni zdaj tako nič ne sme biti pod častjo, dude. Ja. A veš, tako, promovirati se skozi, kontaktirati firme, pač jih klicati, če ti ne odgovorijo na mail. Pač sem to moral šopati, da pol iz tega izmozeš tako kakšen projekt, pa dva, iz katerih pol dobiš nove projekte. Ja, folk je busy, pač, tudi drug folk je busy, ne, ljudje ne gledajo, mislim, jaz isto pač ta služba, v kateri sem zdaj, pa pač je animacija, ne, isto sem pač najprej poslal, če bi kaj pri njih delal, ne, in pač so bili tako busy, da niso videli maila sploh. In potem, ko sem enkrat prišel zdraven, ne, je bilo tako, ja, ne, sej pač treba, tisti, ki dobijo službo, so tisti, oziroma in projekte, ne, so tisti, ki so pač ustrajni in vejo, kaj želijo prodati, oziroma vejo, kaj ni tako, aha, jaz bi pa nekaj delal, ne, ampak je tako, to imam, to imate vi, ful dobro bi se oklopokle, to lahko naredim, to lahko prinesem. Lažje se prodaš, ja. Pa tudi, če naročnik vidi, da nisi zdaj deklica za vse. Ja. Cool je, če si recimo, da imaš recimo, da rišeš, če si recimo ful dobro science fiction. Da te pol lažje tudi določeni založniki vzamejo, bolj ti zaupajo, vejo, ne, ok, ta ful dobro to riše, bomo njega vzeli. Da lahko tudi zaradi tega dobiš job. Ampak ni nujno, ne. Spet. Ja, tudi pa komerciali se meni zdaj tako. Ti poglej svoje stvari, pa se vprašaj, v čem sem jaz hud, čem sem jaz boljši od ostalih. Ja, točno to. In pa vse kot to prodaje. In ne se neha dočiti v nekaj stvari, v katerih Ne. Itak, da ne. Ja, ne mislim tako, pač z roko v roki, ne. Ampak na neki točki moraš tako malo spucati portfolio v smislu, ok, ne moram dati vsega, kar mi je všeč, ampak moraš res pomisliti, kdo bo to videl, kdo jaz hočem, da me na podlagi tega vzame. Ja, to res je. Ok, in prej smo se hecali, ne, in tudi to napoved napisali, a je biti avtor stripov najslabša karierna odločitev? V Sloveniji, ja. Ja? Kaj pa drugo? Ne, mislim, ni najslabša, težka je. Ja. Fora je, da moraš delati 3-krat več kot vsi ostali. Jaz vem, da pa nočem zdaj zihri kakšni ilustratorji, ki je upili na mene. Ampak meni se zdi recimo to, da narediš strip od začetka do konca, da ga narišeš zelo kar podobno. Mislim, da je prva najtežja stvar pri ilustraciji je animacija, če delaš animacijo. Govorimo o čist 2D, koliko ur recimo porabiš. Zato pol je strip, pol na koncu je pa recimo ilustracija. Ker jaz se posvetim eni ilustraciji, recimo namenim en teden, pa imam eno ilustracijo končano, pa sem zadovoljen, pa premlejam, mogoče bi tukaj dal stran, mogoče kaj bi dodal. Medtem ko moram narisati, če smo prej rekli 3 strani na teden, ne, pa da ima vsaka stran poprečno 5 panel, je to pol 15, če sem prav zračunal, ilustracij v enem tednu. Ko moraš vsaki se mogoče ne toliko posvetiti, ko pa bi se eni ilustraciji, vsaki paneli, ampak glih toliko moraš dati
enega truda nič. In je enkrat teže. Vse je teže je priti zraven, teže je ustati v industriji, teže je, jaz govorim zdaj za tujino, ne. Ful sem pameten za tujino. Pa sploh še delo niso za njih, ampak... ampak informacij imaš pa očitno. Ja, informacij imam pa ful, ja, zato ker me to ful zanima in valjda mi je cilj tujina, ampak ja, ful je teže, vse je teže, ne. In tudi mislim, da so strip avtori, da smo taki zelo mal, kako bi rekel, bolj zateženi, kot pa navadni ilustratorji, recimo otroških knjig. No pa dajmo kaj na to temo reči, kaj je zdaj stereotipen stripar, tako vizualno, karakterno, vse to. Ne obrit. Neprespan. Neprestano masturbira, pije, kadi. To so stereotipi, ne, zdaj cenjeno poslušalstvo, ne. Kaj pa ti misliš? V resnici pa vsi hodimo v fitness, jemo zdravo, veliko zelenjave, veliko športamo. Ne, še ne. Ne, kaj bi svetoval zdaj recimo enemu mulcu tam 15 let starmu, ki pa se on odločil, on bo pa striper risal. Pol 300 trajš otroško ilustracijo. Ja, kar se keša tiče, to otroške V ilustracije. Sloveniji sploh, če se umemo na Slovenijo, ne. Ja. Mislim, da se da čist cool zaslužiti za otroško ilustracijo. Sploh se sliši, da ima se mislim, kakor da si tako malo. Ne, sem vem, mislim, približno vem, recimo jobi, ko so najbolj plačani v Sloveniji, so storyboardi pa otroška ilustracija, kar se tiče ilustracije. Mislim, ampak da oziroma ilustracija knjig. Da dopolnim še to malo, kar si prej v bistvu Gašper rekel, ne, kar se tiče težavnosti. Ne. Pač meni se zdi, to je čisto, kar si vzameš, ne. Ker tako, jaz poznam ilustratorje otroške, ki so, mislim, pač v bistvu naših letne in ilustratorke predvsem, no, ki pač v bistvu vložijo isto v eno, mislim, pač če si ti vzameš, da narediš svoje delo. Ja. Mislim, strip je taka stvar, se strinjam, da je pač v bistvu najbolj labor intensive, ampak ne nujno zato, ker bi največ časa porabil, ker ti si lahko ogromno časa porabiš za eno ilustracijo, če knjižno rišeš, ne. Ampak zato predvsem, ker moraš balansirati, da je nivo detajla tako specifičen, tako ne premalo, ne preveč, mora biti berljivo, pač so ful dobri striparji, ki rišejo, mislim, ne vem, kakšna italijanska šola ali pa ne vem, Serpieri ali pa kaj takega. Mislim, to so stripi, ki pač so zelo lepo izgledajo, ampak niso pa, da bi rekel, klasično berljivi strip. To je bolj tako artefakt, ki ga imaš na mizi, imaš na coffee table, to knjigo, to strip, topi, ne. Pač, mislim, tako, se vidi, da so to ilustratorji, ne pa striparji, ne. Mislim, pa nič, to je tako samo kompliment. Ampak pač ni isto, kot če moraš producirati zdaj, recimo, ne vem, 10 issue v enem letu od, ne vem, Captain America, ne, ali mislim, da sem dal glup primer, ampak, ne vem, karkoli za tudi manjše publisherje, ne, kaj verite? Jaz sem hodil sem še nekaj dodati prej zadnjemu vprašanju, Pero, ki si rekel, če 15-letnik reče, jaz sem pa zdaj risal stripe, manj da je ful bistvena razlika, a je to, kaj to pomeni? A to pomeni, jaz bom živel od stripa, ali to, jaz bi rad risal stripe? Jaz bom živel od stripa, okay, pojmo tok, ja. Ja, jaz bom živel od stripa, to je čist drug level, če nekdo hoče narisati strip. Ti si lahko, a veš, pravnik, imaš fin avto in hišo, zvečer pa rišeš vsako uro. Zvečer po 12 urah šihta, nek si se ti pripelo nekam v predmestje, ne, ti pa rišeš tam do ene polnoči. To je druga stvar, kakor, zdaj bom pa jaz tu risal stripe in nič drugega, no tega me živel. Tako da... To so dve realnosti, ko sta tek... Ja. Mislim, da je bil najbolj heartbreaking stvar, ki sem jaz doživel, da sem šel na te konvencije, ne, in sem se udeleževal vseh panelov in sem se jih govoril, ne. Je bila ena panela tako, kako pač živi, oziroma finance, ne, kako pač finančno urejati svoje življenje, če si stripar, ne. In v bistvu niso govorili nič drugega, razen to nekako tako. Kakšne druge šihte moraš delati zdraven, da lahko optimalno največ časa porabiš za risanje, ampak obenem nisi preveč uničen, ampak je zelo kreativno, da ti ne pobere tam, ampak ni duhomorno, tako. In jaz sem bil čakaj malo. Vi ne živite od stripov, to je večina ljudi, ki riše stripe profesionalno,
mislim, se to je res za večino freelancerja danes, da je pač vedno z internetom je vedno lažje delati več projektov naenkrat. Ne? Ja. Ampak v večini primerov, ne, pač človek, ki reše stripe najprej, razen če mu res rata, najprej mogel to delati tako, kot ne kot hobi, to je napačna beseda, ne, ampak ne za denar in potem, ko ti enkrat res rata, da dobiš neko, ali ne, kdo kupi pravice za film od tega stripa ali pa da. Pa sam še za denar. Ja, ne, pač to je the dream, ne, ampak je težko prilezi do tega in pač veliko ljudi, vključno z mano, I guess, ne, pač je na neki točki nad stripom kot samo stripom obupa, ne, ker se ne pač ne da. Ja, jaz sem recimo en teden nazaj se pogovarjal, z punco in sem rekel, jaz bom pustil vse skupaj, jaz bom šel delati nek reden job, pa bom imel strip za hobi, ker se mi ne da več. In je rekla ne. Ne, valjda smo oba vedela, da nabijam, ampak ker bi po 3 dneh na rednem jobu, bi moje živce zgubil, hotel iti nazaj. Ampak ti priješ do trenutkov včasih, ko rišeš, tudi pri ilustraciji, da bi narediš pustil vse skupaj. Sploh če sam delaš, če nisi zaposlen nekje na neki agenciji ali pa nekje, da nimaš rednih ur, da delaš od doma, to je škoda, ker bomo tako črnogledo zaključili ta pogovor. Ne? Držite se, ne? Še naprej, bomo rekli, ustrajajte. Jaz se nisem več narisal. Ja, no, sej to je pa druga stvar. Ne? Zmanjkalo nam je časa, tako da Lenart, oprosti, ljudje te ne bojo videli, kako rišeš. To pa, kaj si hotel biti zadnji, ne? Mater, hotel sem punchline. Ampak bomo pa stvar poskenirali, boš narisal to, bomo poskenirali, pa bomo potem objavili na naši spletni strani pod zavihkom tegale pogovora. Tako da, hvala, ker ste bili danes tukaj. Srečno še naprej, veliko koristnih informacij ste nam podali. Ostanite pa z nami na 89,3 MHz, cenjeno poslušalstvo. Imamo, kako bi rekel, zelo stripovski opoldanski program, namreč takoj po temle pogovoru sledi potem še recenzija stripa Bar Joe od Pije Nikolič in to je to, drugače pa si lahko pogledate vse to risanje Makisa, ne, bo tudi na YouTubeu še. Ok, to je to, čau. Ja.